Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je četrtek, 14. avgust 2025. Moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju. Z vrnitvijo Donalda Trumpa na oblast neonacistična skupina širi vpliv in spreminja obraz belega ekstremizma v ZDA. Zakaj je second-hand moda postala trend? Obiskali smo 4 trgovine z rabljenimi oblačili v Mariboru. Žan Žolger uspešno končal 24-urni maraton v izdelovanju šopkov za Guinnessov rekord. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Raziskava globalne medijske agencije Reuters je potrdila to, kar izpostavljajo tudi nevladne ameriške agencije. Vrnitev Donalda Trumpa na oblast je spodbudila porast in vpliv ekstremistov, predvsem neonacijev v ZDA. Leta 2020 je po zbranih podatkih na bele nacionalistične skupine odpadlo 13% vseh skrajno desnih demonstracij in političnega nasilja v ZDA. V lanskem letu je ta delež narasel na skoraj 80%. O tem danes v Večeru piše Elizabeta Planinšič. Beti, kateri dejavniki so tisti, ki spodbujajo porast ekstremistov, ki poudarjajo belsko nadvlado? Pozdravljen. Dejavnikov je več. Na prvem mestu seveda izpostavljajo Trumpovo retoriko kot eno glavnih spodbud, ki je mobilizirala to novo generacijo desnih aktivistov. Meje med skrajno desnico in tako imenovanim mainstream konzervativizmom so se vedno bolj začele brisati. Ideje, ki so bile nekoč usmerjene na te marginalne skupine, so se zdaj preselile v širšo republikansko retoriko. Tukaj seveda naj izpostavimo zanikanje volilnih rezultatov, prikazovanja priseljencev kot vsiljivcev in podobno. Eden od pomembnih dejavnikov je tudi pomilostitev udeležencev napada na Kapitol januarja 2021, ki je tem ekstremistom seveda dala krila, ne. In kot tretja, zelo pomembno, izpostavljajo tudi ta premik prioritet zveznih agencij od domačega ekstremizma k priseljenski problematiki, kar je ustvarilo vtis, da preiskave belih nacionalistov niso več prednostne naloge vseh odgovornih agencij. Reuters je, zanimivo, objavil tudi intervju z vodjo mreže za arijsko svobodo. Zakaj? Gre za neonacistično organizacijo, ki pa ima svoje korenine daleč globoko v zloglasnem Ku Klux Klanu. Torej, kot vemo, gre za organizacijo, ki je v bistvu izpostavljala predvsem belsko nadvlado nad črnskim prebivalstvom. In tudi vodja te mreže je potomec članov te zloglasne KKK organizacije. Ko bo prišel naš dan, bo nasilje rešilo vse, pravi vodja, ki javno tudi poziva k rasni sveti vojni. Bi ti objavila intervju v svojem mediju, v Večeru z predstavnikom te skupine? Zdaj, v bistvu samo intervjuja ne, zagotovo je pa ta intervju bil objavljen kot del te širše raziskave in širše zgodbe. Ni bil edini od ekstremistov, ki so ga Reuterjevi novinarji intervjuvali, se pogovarjali z njim, ampak v bistvu on je zanimiv ravno zaradi tega, ker si mogoče v današnjem svetu mislimo, da nekaj takega kot Ku Klux Klan ne obstaja več, pa žal se njegove celice vedno znova krepijo. Torej, v tem primeru seveda ne gre za promocijo teh združevanj, teh gibanj, ampak za to, da opozarjamo ves čas na to, da se lahko pojavijo in da nekako obstajajo ves čas. Ja, da v bistvu v današnjem svetu, glede na pretekle dogodke in na zgodovino, da se očitno nismo naučili še ničesar, glede na to, da se take organizacije pojavlja še danes. In kar je še huje, v bistvu sam predsednik Amerike je tisti, ki jim v bistvu da krila za to, da spet prihajajo tovrstne sovražnosti na površje. Ja, in kaj pravi Trump oziroma njegova administracija na to, da so z njegovo vrnitvijo na oblast te organizacije dobile nov zagon? Trump javno zavrača, da podpira beli ekstremizem, trdi, da sovraštvo nima prostora v Ameriki. In Bela hiša poudarja, da je v bistvu predsednik vseh Američanov, ampak kljub temu, da se Trump v bistvu pogosto javno hvari ravno s podporo med temnopoltimi volilci, po drugi strani pa večkrat uporablja to rasno razdiralno retoriko. Vemo, da je zatrjeval lažno, da Barack Obama ni rojen v ZDA, do izjave v kampanji leta 2024, da priseljenci izvajajo nasilna dejanja, ker jim je to v genih. Beti,
Kako se ti počutiš ob takšnih zgodbah? Malo prej smo se pogovarjali o fotografiji inauguracije novih članov ob 160-letnici Ku Klux Klana. V bistvu pretresljivo je, da so te fotografije, ki datirajo iz maja letos, ki pa prikazujejo v bistvu podobe, ko smo jih bili vajeni, torej v prejšnjih stoletjih, ko je pač Ku Klux Klan res bil na vrhuncu svoje moči. V bistvu je prav grozljivo gledati, da še dan danes se najdejo v bistvu ljudje, ki pač delijo to miselnost, torej to belo rasno nadvlado nad vsemi ostalimi. Hvala, Beti. Njen članek seveda pa preberite v Večeru in na večer.com. Pred kakšnim desetletjem in pol, ko se je v Mariboru odprla prva second-hand trgovina, so stranke vstopale vanjo skoraj s strahom. Ta je bil mešanica bojazni, kaj če me kdo vidi, in nelagodja, ali res moram kupovati poceni rabljene stvari. Marsikdo se tako počuti še danes, a vedno več kupcev misli drugače in trgovine z rabljenimi oblačili, obutvijo, torbicami in modnimi dodatki doživljajo razcvet ne le v svetu, temveč tudi v Sloveniji. Zanimanje torej obstaja, predsodki pa počasi izginjajo. V Mariboru je novinarka Barbara Gavez-Volčjak s fotoreporterjem Andrejem Petelinškom obiskala 4 trgovine, ki se ukvarjajo samo s prodajo rabljenih oblačil. Rabljena oblačila pa je mogoče kupiti na primer tudi v dobrodelni trgovini Sonček in v centru ponovne uporabe Ropotarnica. Promet je bil v trgovinah v času obiska naše ekipe bolj ali manj živahen, piše Barbara Gavez-Volčjak. Artikli v second-hand trgovinah so sicer cenejši kot v drugih, vendar v primerjavi z nizkocenovnimi modnimi znamkami ne bistveno. Kateri so torej razlogi za nakup rabljenih oblačil? Citiram: upokojenci mogoče res prihajajo zaradi nižje cene, mladi pa predvsem zaradi tega, ker iščejo nekaj posebnega, česar ni mogoče kupiti v drugih trgovinah. Mladi iščejo svoj stil, hočejo biti edinstveni, izstopati, to pa ni mogoče v oblačilih iz trgovinskih verig, ki jih lahko ima še vsaj 10 drugih ljudi v mestu, pravi Andreja Kumer, lastnica trgovine Dile Second Hand v Vetrinjski ulici. Po njenem mnenju mladim niso pomembne blagovne znamke, temveč videz izdelka, starejši pa so pozorni predvsem na material. Zadnje čase so spet popularna vintage oblačila, vse kar je iz 70., 80., 90., pa naravni materiali, ker jih je zdaj tako težko dobiti v trgovinah, pojasni Kumerjeva. Po mnenju Sare Herzog, vodje trgovine Tekstil House na Partizanski cesti, mladi sodijo med bolj ozaveščene, da je tekstilna industrija velik onesnaževalec planeta, pa tudi odpadke povzročamo s tem, ko oblačila hitro zavržemo. Tudi lastnica trgovine Superstyle Sanja Koren je prepričana, da mladi prihajajo k njim zaradi stila in okoljske ozaveščenosti. Citiram: ko so v Avstriji prazniki, so verjetno vsi mariborski second-handi polni Avstrijcev, pa pravi Tanja Novak, lastnica trgovine HHH na Glavnem trgu. V reportaži preberite še, od kod prihajajo oblačila, kakšne kakovosti so in kakšne so cene. Na Koroškem imajo novega rekorderja. Da so občutki po koncu maratona fenomenalni, nobenega problema pa ni bilo, je novinarjem po opravljenem 24-urnem izzivu povedal cvetličar Žan Žolger iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, ki je v enem dnevu izdelal 148 šopkov. Po koncu izziva je bil sicer suveren, podvig je po težavnosti ocenil 7 ali 8 od 10. Najtežje je bilo zadnje minute, res sem si želel narediti šopek, ki ga daš na mizo, ga vržeš in stoji, je dejal. Presenetilo ga je sicer, kakšno povpraševanje je bilo po njegovih šopkih. Veliko oboževalcev je prišlo od daleč, pripeljali so se tudi iz Maribora. Po zaključku so za šopke sprejemali prostovoljne prispevke, neuradna oziroma priporočena cena je bila 30 €, saj bo izkupiček namenjen dobrodelnosti. Ker mamicam novorojenčkov tako pogosto dostavljajo šopke v domačo bolnišnico v Slovenj Gradcu, se je odločil, da bo izkupiček namenil prav njim. Denar bo namenjen nakupu novega ultrazvočnega aparata za pediatrijo. Za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov bo sicer potrebno še nekaj časa, urediti je treba še vso dokumentacijo, pogledati in po potrebi kakšno malenkost dopolniti v zapisniku, oddati vse videoposnetke in fotografije, je v reportaži zapisala Urška Polanec. Trenutke priprave zadnjega šopka pa si lahko v video obliki ogledate tudi na Večerovih kanalih.
To je bil Večerov dnevni podcast Večerje zjutraj 14. avgusta 2025. Z vami sem bil Miha Dajčman. Jutri na praznik boste z nami lahko znova v Večeru za vikend. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete nas sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.